Takole, današnje predavanje bomo posvetili, bi rekel, novi temi. Če samo na hiter par screenshotov naredimo, o čem smo do zdaj govorili. Pogovarjali smo se o električnem polju in električni sili, pogledali smo si nekaj aplikacij, na vajah ste videli elektrostatičen zvočnik, povedal sem vam za kondenzatorski mikrofon, povedal sem vam o pomenu koaksialnega kabla in kar nekaj teh stvari smo spoznali. Potem smo pa vstopili v poglavje tokovna polja in tokovna vezja, kjer smo se pogovarjali o napajalnikih, o baterijah, o, bi rekel, načinih napajanja, napetostnih virih in ne nazadnje tudi vezjih. Nekako sem skušal, da bi to znanje aplicirali na področju multimedije, nekaj že na predavanjih, nekaj na samih vajah. Zdaj pa vstopimo v tretjo tematiko, to je magnetizem. In bi podobno, kot smo to naredili pri elektrostatiki, tudi tukaj se osredotočili na magnetostatiko. To je polje, ki je primerov. To se pravi, to je tretje veliko poglavje, ki ga srečujemo. Dobro, imeli smo recimo nulti uvod, potem smo imeli prvo elektrostatiko, drugo tokovna polja in tretje magnetizem, magnetostatika. Potem nam bosta pa v principu ostali še dve taki veliki poglavji, če si prav predstavljam, in sicer se bomo pogovarjali o indukciji, pa potem še o harmoničnih količinah, kajti v multimediji se veste, je večina količin harmoničnih in prav je, da spoznamo vse te pojme, amplituda, perioda in tako dalje, ki jih boste tudi v nadaljevanju srečali. Ok, zdaj, jaz bom priznal, da smo že takoj na začetku povedali, da magnetizem obstaja. Takrat sem vam rekel, da tako imenovano Lorentzovo silo sestavimo iz dveh sil, kateri smo večino pozornosti posvetili najprej, torej prva je bila električna sila, elektrostatična sila, in druga, katero smo pa nekako na en oko zamižali, je bila pa magnetna sila. In sicer ta magnetna sila je tisto, o čemer bomo pa zdaj govorili v današnjem predavanju, pa bom tudi napisal, magnetna sila. To se pravi, samo da vas spomnim, temu skupku smo rekli Lorentzova sila, Lorenz je te dve sili spravil na skupen imenovalec, in če to zdaj samo, da vas spomnim, ponovim, smo tako da rekli, je to dq krat E, in tole, če se spomnite, je bila definicija električne poljske jakosti, da je q krat E enako električna sila. Zdaj bi pa dodal še tisto drugo, ki pa je plus dq krat hitrost. Zdaj to hitrost bom označeval z dvojno črko, ker smo rekli, imamo itak probleme z uporabo veliki V, v elektrotehniki je potencial, potem je pač enojni V volumen in mali, in tale dvojni V sem rekel, ne bo hitrost, ne vas to ne zavede, tudi vse to sem razložil zadnjič. In tale del je zdaj tisti, ki je za nas interesanten. To se pravi, se pogovarjamo o tem delu magnetna sila. Ok, zdaj, če samo na hiter matematično pogledamo tale zapis, ki ga tukajle imamo, vidimo, da imamo tukajle noter vektorski produkt. To se pravi, tole bi vas že zdajle upozoril. Tukaj noter se skriva matematična operacija, ki je drugačna, kot smo jo do zdaj imeli pri elektrostatiki. Tukaj je bil navaden produkt, sami navadni, tukaj je pa vektorski produkt. In druga stvar, ki bi vas rad opozoril, je, da imamo opravka z gibanjem. Se pravi, mi lahko rečemo, da je tole dq krat hitrost. Tole lahko rečemo je naboj
deku, ki se giblje. Če bi opisno povedali, je to gibajoči se naboj. To se pravi, mi imamo zdaj opravka z gibajočim se nabojem. To se pravi, če smo pri elektrostatiki trdili, da naboji mirujejo, tukaj očitno naboji ne mirujejo, ampak tečejo. Se pravi, lahko si predstavljate en elektron, ki frči, lahko si pa predstavljate, bom tole kar naprej napisal, ne bom izpeljeval tega, da je tole tok, ki teče po žici. To se pravi, da dobimo magnetno polje, imamo očitno opravka s tokom, ki teče po žici. Glejte, to bi takole narisal. Dajte si predstavljati neko žico zaradi mene. Iz te žice dajte si predstavljati, da odrežemo en košček ven. Tale stvar je bolj abstraktna, kot je bila. Točkast naboj si znamo predstavljati en elektron. Tale košček žice je pa bolj abstraktna stvar. Se pravi, dajte si predstavljati, da vzamemo škarje in zaradi našega opazovanja izrežemo samo en košček žice tukaj. Jaz sem tale košček označil kot puščico, zato, ker je tale košček dl je vektor. Torej, temule lahko rečemo košček žice. Samo zaradi vaše predstave. Košček žice, pa lahko nadaljujem, ki vodi tok I. Ki vodi tok I. To smo seveda naredili zato, ker smo na faksu, pa si znamo predstavljati, da je ta žica lahko poljubno zvita, in imamo te koščke seveda usmerjene tja, kamor žica kaže. V srednji šoli ste pa vedno povedali, ali pa osnovni, da so te žice ravne. In potem je moglo biti vse ravno na tem svetu. Če ste rekli, da vlak pelje, ste rekli od točke A do točke B po ravni poti, Bog ne da bi kaj zintegrirali, ker tega niste znali. Ok, in tale vodnik nam vodi tok I. To se pravi, čisto preprosto si lahko predstavljate tole žico, po kateri teče tok I. O toku smo že zadnjič govorili. In tukaj seveda si lahko predstavljate, da so to neki naboji, ki se s hitrostjo premikajo in ker se nam enote nekako poštimajo, vidite, da lahko tole tudi tako zapišemo. Tretja varianta pa je, pa jo tudi ne bom izpeljeval, da rečemo, da je to gostota toka J krat volumen. Uradno, vsem tem trem zapisom, uradno ne rečemo košček žice, ampak temu rečemo tokovni element. In jaz bi samo skušal vas spomniti, da je tole tisto, čemur smo pri elektrostatiki, to bom pisal zaradi ponovitve v zavitih oklepajih, pri elektrostatiki smo rekli, da je osnovni gradnik točkast naboj, tukaj le pa rečemo, da je osnovni gradnik tale tokovni element. To se pravi, to sta zdaj osnovna gradnika, tole bom napisal pri elektrostatika, je bil osnovni gradnik točkast naboj, pri magnetiki je osnovni gradnik tokovni element. Ok. In da razumete, zakaj o teh osnovnih gradnikih govorim, gledajte, to je tole, kar je iz elektrostatike, osnovni gradnik, ga vidite tukaj noter v enačbi, tole je pa tisto, kar je v magnetiki osnovni gradnik, ga vidimo pa tukaj noter. Tako da, odkot sta te dva gradnika prišla, da ne bo kdo mislil, da sem si jih jaz zmislil, pač sama enačba nam pokaže, da je to tisto, o čemer govorimo. Ok, zdaj bi pa podobno razmišljanje naredil, kot smo ga naredili pri elektrostatiki, se pravi, vse to področje nas ne bi zanimalo, če nas ne bi zanimala sila. Saj ste videli, že pri elektrostatiki smo rekli, da nam v bistvu vsi te zasloni,
delujejo zato, ker obračamo ene take majhne molekule, ki jim rečemo dipoli, skladno s poljem, pa nam deluje fotokopirni stroj, ker ne elektrimo papir in tako naprej. Zdaj, kar se tiče magnetne sile, vam verjetno že veste, ampak lahko že na začetku izpostavim, da magnetna sila je veliko močnejša od elektrostatične sile. Vsaj aplikacija njena. Zato so te zvočniki tamle gor, v bistvu zvočniki, ki delujejo na magnetno silo. Ali pa, zdaj, če izstopam ven iz področja multimedije, si lahko predstavljate, da je, ne vem, fen naprava, ki deluje na magnetno silo. To se pravi, elektromotor kot tak večinoma deluje na magnetno silo. Pa recimo, če hočete, bormašina, mešalnik, kot recimo kuhinjski aparat ali pa žerjav. Vse te stvari, ki jih uporabljamo na različnih področjih, delujejo na magnetno silo. Podobno tudi tole kamero obračamo z motorčkom, ki deluje v principu v ozadju na magnetno silo. Se pravi, tisto, kar nas pri vsem skupaj zanima, je, kako je zdaj z magnetno silo. In glede na to, da se nekako skušamo približati tem pojmom z najbolj enostavno možno strukturo, dajmo reči, da imamo za začetek dva vodnika. In dajmo reči, da sta te dva vodnika takole s tokom, ki teče po teh dveh vodnikih, usmerjena v isto smer. In dajmo reči, da imamo zaradi tega med tema dvema vodnikoma magnetno silo. Mi bi si mogoče pogledali en eksperiment, kjer boste tole videli. Nisem pa čisto zastonj narisal tega primera, kajti čez nekaj trenutkov bomo na podlagi tega primera tudi povedali definicijo tiste najbolj temeljne enote merskega sistema za področje elektrike, to je amper. Dva eksperimenta si bomo zdaj pogledali najprej tegale. Sila med dvema vzporednima tokovodnikoma. Poskus prikazuje delovanje magnetnih sil med dvema vzporednima tokovodnikoma. V prvem delu poskusa imata oba vodnika skupna priključka, zato se bo o priključitvi na vir napetosti tok porazdelil med obema vodnikoma in bo po obeh vodnikih tekel v isti smeri. Tokokrog sklenemo le za kratek čas tako, da pritaknemo priključno vez na sponko akumulatorja. Skozi vodnika steče kratkostični tok, ki ga omejuje le opornost vodnikov in notranja opornost akumulatorja. Ko teče tok skozi vodnika, deluje med vodnikoma privlačna magnetna sila, zato se vodnika približata drug drugemu. Magnetno polje posameznega vodnika namreč v interakciji z enako usmerjenim tokom sosednjega vodnika deluje s privlačno silo na sosednji vodnik. V zadnjem delu poskusa pa vodnika povežemo zaporedno, tako da tok skozi vodnika teče v nasprotnih smerih. Ugotovimo, da se vodnika oddaljita drug od drugega. Magnetno polje posameznega vodnika namreč v interakciji z nasprotno usmerjenim tokom sosednjega vodnika deluje z odbojno silo na sosednji vodnik. Takole sem pred leti posnel tale eksperiment za vas. Se pravi, še drug scenarij je bil, ki ste ga tudi verjetno razumeli iz povedanega. Če pa nam tečeta tokova po vodnikih v nasprotno smer, potem pa je vodnika narazen potisnili. To se pravi, tukaj le bom označil tole magnetno silo. Zdaj, če se vrnemo k temu našemu razmišljanju, mi lahko tole magnetno silo tukaj opazujemo na en takle košček tega vodnika, tako kot smo prej dorekli.
če rečem, da je tole en tak majhen košček, upam, da se vidi, ker sem šel zelo majhnega narisati, DL, ne, potem bi tole bil del sile, del celotne magnetne sile, ki jo bomo mi zdaj zapisali. In čez nekaj trenutkov bom tudi povedal tisto, kar sem rekel. Se pravi, najprej dajmo zapisati tole silo D, Fm in boste videli, kako tale zapis izgleda. Najprej vam bo izgledal res kompliciran, potem bom narisal paralelo na električno polje, pa boste videli, da je manj. Se pravi, dajmo najprej reči, da sta to dva različna vodnika. To se pravi, ne bo ena, pa ne bo 1, 2. In to bi izgledalo takole. I1, DL1. To se pravi, to je tale košček tegale. Okay? Vektorsko. I2, DL2. Vektorsko radi ulomljeno za 4 pi, pa radi na tretje. Takole. Ok, prva stvar, ki mogoče izgleda najbolj komplicirana, je to, da imamo dvojni vektorski produkt. Kar dvakrat vektorski produkt. To si zelo slabo znamo predstavljati, po mojem. Ne vem, koliko ste se z vektorskimi produkti ukvarjali, ampak v principu to pomeni, da en vektor zavrtite v drug vektor, da dobite, pa še v tretji vektor, ne? In potem dobite smer. Pa to se nam poklopi zelo preprosto, kar pomeni, da sta tele dva pri vzporednih vodnikih, kjer tok teče v isto smer, kažeta sili, tako da vodnika vlečeta skupaj, tam, kjer pa v bistvu toka tečeta v nasprotni smeri, kažeta narazen. Ampak tole bi zapisal, ko smo pa električno silo gledali, je pa izgledala takole. dQ1, dQ2 deljeno za 4 pi epsilon nič, tle je bilo R na 3, tle je bil pa tudi tale od enotskega vektorja R. In kad tole dvoje primerjamo, pa vidimo, da v bistvu je praktično isto. Prejle sem ravno razlagal, da to, kar je bil osnoven gradnik pri elektrostatiki naboj, je zdaj tukaj le tokovni element. In tukaj drugi naboj in tukaj drugi tokovni element. In tukaj 4 pi in tukaj 4 pi. Ok, kar se konstant tiče, moram priznati, ampak to je itak stvar dogovora, so te konstante. Tukaj je konstanta spodaj, tukaj je pa konstanta zgoraj. V redu. In potem še R, pa R na 3, pa tukaj R pa R na 3. Ugotovimo, da je praktično vse isto. Edin, kar je razlika, pa je, to bi posebej poudaril, da imamo tukaj vektorske produkte, da imamo pa tukaj navadne produkte. Se pravi, vektorski produkti so pa tisti, ki vplivajo na smer. Samo to je razlika. Se pravi, mi bomo veliko stvari lahko kar pouporabili. Veliko stvari bo pa ravno obratno in to vas bom tekom predavanj skušal opozoriti. Se pravi, če najprej razčistimo glede konstante, to, kar sem že napisal, tele dve konstanti, sem rekel, sta itak povezani, se pravi, povezani sta preko svetlobne hitrosti in sicer tako, smo rekli, da je svetlobna hitrost na kvadrat, C nič pomeni svetlobna hitrost v vakuumu, je 1 ulomljeno z mi nič epsilon nič. Se pravi, to gre za dve konstanti. Ok, in jaz bi na tejle sliki rad dopisal še nekaj. Definicija ampera. To je osnovna enota. Zakaj je to edina definicija, o kateri bom spregovoril z vami? Vam je približno lahko jasno, zato ker je v principu to edina enota, ki je v merskem sistemu z področja elektrotehnike. In zato bi samo napisal, da če imamo žici,
tanki, ki sta 1 meter narazen, vodita, pa da reč, in vodita tok 1 ampera, potem na dolžinski meter vodnika deluje sila, magnetna sila, bom kar tako napisal, 10 na minus 7 newtona. Evo, zdaj mogoče tudi lažje razumemo, koliko je minič. Torej, tega nisem do zdaj nikjer napisal še, sem pa na prvih predavanjih. Torej, 4 krat pi krat 10 na minus 7 amper sekund na volt meter. Ok, tako, da si malo predstavljate, da tale sila še vse ni prav velika, ne? Se pravi 10 na minus 7 newtona. Ampak imamo en trik. Mi lahko navijemo, o tem bomo zdaj govorili v nadaljevanju, več žic. Se pravi, če bi mi navijali več žic, se ta sila kar sešteva. Če damo 100 vojev, bo 100-krat večja, če damo 1000 vojev, bo 1000-krat večja, ne? In ne nazadnje, katerokoli od prej naštetih, zvočnik ali pa motorček boste odprli, vedno boste videli, da je veliko žice not navite. Tanke kolas, ampak več navite, ne? Mi smo se zadnjič pogovarjali, ne, da za 1 amper rabimo presek, pač na palc rečemo, zelo majhen desetino kvadratnega milimetra, ne, in običajno so te tokovi še manjši, ne, tako da lahko res tanko žico navijamo, ne. Ok, ja, zdaj bi pa tole naše razmišljanje okronali takole, ne. Če se spomnite, smo tukajle prejšnjikrat rekli, da je tole, bom kar tlele vas spomnil, to je bil objekt in tole je bilo polje. In smo v bistvu rekli, da je tole, če smem kar tlele naprej nadaljevati, dq krat e, tako kot nam je prej pisali v enačbi za Lorentzovo silo. Objekt in tole vse smo zapakirali v polje. In jaz sem čisto isto idejo zdajle. Dajmo reči, da je tole objekt in dajmo reči, da je tole polje. Zato, da in to dajmo zdaj zapisati, oprostite, konstanto sem pa pozabil tle not zapakirati, ne. Še to konstanto dajmo zraven. Takole. Evo. Torej, malo sem to nakracal zato, da ne prepisujemo 5-krat, ne. Vi boste to nekam naprej napisali, jaz bi pa kar izkoristil zato, da ne skačem preveč levo in desno po tablah, da bom tule spodaj večkrat odstranil, to kar ne rabimo več, vi ste si to že napisali. Takole. Pa bomo kar naš zaključek naredili, ne. Jaz sem zdaj v obratni smeri razložil, smo pa prej videli, da je tole. Takole. I dl vektorsko temu polju bomo pa dali ime polje dvoupičje B. Saj smo ga že prej vsi pripravili, ne. Oziroma za ta IDL smo tudi rekli, lahko zapišemo dq krat dvojni v, takole je bilo v Lorentzovi enačbi zapisano, ne. Saj, evo, zdaj smo prišli do tja, kjer smo z razmišljanjem začeli. In temu polju B rečemo magnetno polje. Evo. Tole zapakirano sem noter je magnetno polje. Zdaj za malo občutka
imamo nekaj posnetkov, kako magnetno polje izgleda, pa si dajmo mogoče pogledati, pa bomo pol na podlagi tega kaj zapisali, jaz bom pa v vmesnem času pogledal. Najprej bi vam rad ilustriral tole magnetno silo, ki jo imamo tukaj zapisano, skozi tokovni element, vektorsko polje B. Dajmo si pogledati tale eksperiment, pa pogledamo tole silo. Prašte. Enote sem že napisal. Ja, Tesla. Poznate danes z drugega področja, bolj, ne? Samo sekundo, da zalaufamo tale video. Takole. Sila na tokovodnik v magnetnem polju trajnega magneta. Poskus prikazuje tako imenovano tokovno tehtnico. Sestavljajo tokovna zanka, ki je gibljiva in uravnotežena, tako da se en del zanke oziroma vodnik nahaja v magnetnem polju trajnega magneta. Ok, dajte si prosim tale del tule, ki ga vidite, ta košček predstavljati kot naš IDL. To se pravi, to je ta košček toka, ki ga imamo tlele napisanega. To je prva stvar. In druga stvar, dajte si polje tega magneta tlele vmes predstavljati kot B. In te dva sta med sabo pravokotna, kar pomeni, da bo vektorski produkt dveh pravokotnih kazal v tretjo pravokotno smer, to je gor ali dol. In zato se bo ta tehtnica, kot boste videli v nadaljevanju, odklonila gor ali dol, odvisno od smeri. Ko zanko priključimo na izvor enosmerne napetosti, steče skozi njo električni tok. Električni tok ustvari okrog vodnika magnetno polje, ki deluje z magnetno silo na magnetno polje trajnega magneta. Zanka se odkloni iz ravnotežne lege navzdol v notranjost trajnega magneta. Priključka zanke na poljih akumulatorja zamenjamo med seboj in ponovimo poskus. Tokovna tehtnica se ponovno nahaja v ravnotežni legi. Ko skozi tokovno zanko v magnetnem polju trajnega magneta steče električni tok v nasprotni smeri, se tehtnica odkloni navzgor. Smer magnetne sile na vodnik se spremeni zaradi spremembe smeri električnega toka. Ok, pogledali smo si, kako izgleda ta magnetna sila in verjetno si znate predstavljati kakšne aplikacije te magnetne sile. Zdaj bi pa pogledali nekaj primerov, kako se pojavi magnetno polje. Mogoče bi začeli z enim, potem si bomo pa več pogledali, ko bomo nekaj stvari rekli. Imamo pa eno vprašanje, izvolite. Ja, sila deluje samo... Kako? Ja, sila deluje samo, dokler je vmes v polju. To se pravi, kar tam dobi vztrajnosti, pol pač kar trenje naredi. Se pravi, mogoče bi ene 2 kroga naredila, če bi bilo. Če bi dali bolj narazen, bi bilo polje manjše, pa bi bilo manj intenzivno. Ja. Ampak, pa bomo videli kakšne aplikacije, si predstavljate, pri motorju pa mi enostavno te pole postavimo tako, da ves čas nekaj kroži in se potem to vrti. Recimo pri zvočniku pa ta tok, ki ga spustimo, ni enosmeren tako kot tule, ampak je izmeničen in zaradi tega ta stvar začne skakati.
In če daste gor papir na to membrano, bo to zvok, ki ga boste slišali. Brr, ne. In to je princip delovanja zvočnikov, po katerih tam ne poslušate mene in tako dalje. Ne. Se pravi, v ozadju je magnetna sila samo dovršene oblike. Se boste videli na vajah, kakšen zvočnik prerezan. Zdaj tukaj sem hotel povedati, če v isto smer tečeta toka, potem sila deluje skupaj, jih pritegne. Če v različno smer tečeta toka, jih odrine. Ampak mi bomo zdaj v nadaljevanju pa razmišljali v tej smeri, da bomo rekli, tale tok v svoji okolici povzroča polje in se bomo naučili, če se spomnite, za električno polje smo do zdaj rekli, da v radialni smeri sveti naokrog sebe. Tukaj bomo prišli do drugačnega zaključka, v kateri smeri, potem se bomo pa pogovarjali o polju in pa objektu. Se pravi, skušamo to razdružiti, zato da nismo vezani na to takšno strukturo, ampak da znamo zapoljubno strukturo. In mi si bomo zdaj pogledali polje za eno strukturo, najbolj preprosto možno, da si predstavlja tokovni element. To se pravi, mi si bomo pogledali, kakšno je polje enega tokovnega elementa v okolici. Potem bomo pa iz teh tokovnih elementov še zgradili kaj bolj kompleksnega. Ampak zelo preprostega še vedno. Ok, dajmo pogledati tole. Magnetno polje ravnega tokovodnika. Poskus prikaže prisotnost magnetnega polja okrog ravnega vodnika, ko skozenj teče električni tok. Za poskus potrebujemo prozorno ploščo z vodnikom, železne opilke in akumulator. Torej, mi pri tem eksperimentu opazujemo samo tale ravni del vodnika, ki prebada, predstavljate si, kot da je to naš tokovni element IDL. Električni vodnik poteka skozi sredino plošče, tako da je pravokoten nanjo. Za demonstracijo prisotnosti magnetnega polja uporabimo železne opilke. Opilke potresemo po plošči okrog vodnika čim bolj enakomerno, da je učinek električnega toka bolj nazoren. Tok naj steče skozi vodnik le za kratek čas, zato se s priključkom vodnika le dotaknemo pozitivnega pola akumulatorja, na drugi pol pa je vodnik stalno priključen. Opilki se prerazporedijo okoli vodnika tako, da je jasno nakazana oblika magnetnih silnic. Silnice okrog ravnega tokovodnika imajo obliko koncentričnih krogov. V bližini vodnika je magnetno polje največje, zato so se opilki, na katere je delovala dovolj velika magnetna sila, premaknili k vodniku. Ok, zdaj si bomo najprej pogledali tole zakonitost, pa bi vas mogoče kar napeljal na tole, kar imamo tukaj obkroženo. Bomo rekli, da je tole magnetno polje in si ga bomo posebej zapisali, tako bomo tudi naredili naslov. Aha. Eno vprašanje imamo še prej za odgovoriti. Sekunda. Ja, glejte, zdaj, načeloma je sila, če ves čas pustite konstanten tok, ves čas enaka. Ampak naša sila je že učinkovala v tem kratkem času, da je obrnila te delce in bi te delci vztrajali obrnjeni v isto smer, razen če bi jih recimo z neko palčko premešali, potem bi se te delci ponovno obrnili v isto smer, če bi bil tok še vedno priključen. Zdaj, zakaj sem se malo nasmehnil temu vprašanju? Glejte, vseeno je to nek akumulator, ki je priključen na vodnik, kar pomeni v principu kratek stik. Mi želimo velik tok doseči, zato da je ta slika čim bolj lepa, da se izrazito obrnejo. In ta kratek stik vi lahko čez en vodnik naredite za kratek čas, a ne pa se ta vodnik majčkeno segreje. Sedaj, če bi ga pa dlje časa
pustili, potem bi pa akumulator spraznili, ne rečem, da tudi morda ne poškodovali, odvisno, ne, koliko intenziven kratek stik, vodnik bi se grel, ne, lahko bi se zgodilo, da bi se ta vodnik toliko segrel, da bi zaradi tega podlegel. Ne. Tako da nisem zdaj čisto dobro razumel, na kater del vprašanja se je nanašal, verjetno vas je bolj zanima za magnetno silo, ne. Torej magnetna sila bi pa vzdrževala tako stanje, ja, da bi obračala. Ok, še eno vprašanje. Ne, zarotirali se je, ja, zarotirali, pa tudi potegnila. Zdaj, če se spomnite, podoben eksperiment ste imeli verjetno zadnjič semeni, a ne? In tam je električno polje obrnil, ampak tudi, če si boste pogledali video posnetek, tam sem se zelo potrudil, da sem to posnel, govorim tudi o tem, seveda to ne razlagam vam na multimediji, ampak bolj elektrotehnikom, je tudi prerasporejal temu rečemo dielektroforeza, saj sem jo izpostavil. Podobno je tudi tukaj v magnetnem polju se tudi prerasporedijo, to se pravi, potegne jih v večje polje, potegne jih bliže zraven. Ja. Ampak se pa obrnejo, ne? Se pravi, skozi te dve stvari. Ja, mi se bomo o tem, če nam bo čas dopuščal, pa mislim, da nam bo, danes pogovarjali na 3. uri, spoznali bomo 3 značilnosti snovi, 3 efekte, ki jim rečemo dia in pa feromagnetizem, ki nam povejo, kako se snov obrne. Zdaj, v ozadju, če vas samo spomnim, pri elektrostatiki so bili to neki dipoli, ki se obrnejo v smeri polja, in tukaj pri magnetiki je podobno, so magnetni dipoli, ki se obrnejo v smeri polja. Ampak moramo do tja še priti, da bomo to lahko odgovorili. Ok, da bi lahko na ta vprašanja odgovorili, predlagam, da si najprej pogledamo magnetno polje najbolj preprostega možnega gradnika, rečemo temu tokovnega elementa. Zdaj seveda, uradno se je s tem nekdo ukvarjal, 2 fizika sta bila in potem ima to ime, pa vas s tem niti ne želim toliko obremenjevati, Biot-Savarov, Sa-Vartov zakon, se to imenuje, verjetno ste pod tem imenom nekateri izmed vas to že slišali, ampak v principu se mi pogovarjamo o magnetnem polju najbolj preprostega možnega elementa, ki ste ga videli na videu. Zdaj, takole bi vpeljal vse skupaj v nek 3D koordinatni sistem in dajte si predstavljati tisto našo žico. Jaz jo bom skiciral tako približno, kot si jaz predstavljam, da je bila. Se pravi, a se spomnite, zlomljena žica je bila. Za nas ta 2 dela nista bila relevantna, sem rekel, samo tale ne bo tisti, ki nas zanima. Ta je tisti, ki nam je povzročil, da so se tej naboji, opilki obrnili. In tle čez nam je tekel, pač, če se spomnite zaradi tega vira, tok I, pa usmeritev tega naj bo DL. Sem rekel, tako si dajte predstavljati, tako da je to naš tokovni element. In zdaj, dajmo najprej zapisati magnetno polje DB, tako kot smo ga tamle ven izrezali. Ne bom več pisal dvojke, ker nimamo več 2, imamo samo en IDL. To je tako, da tvori polje. IDL, vektorsko R, ulomljeno za 4 pi R na 3, pa upravičujem se, mi nič spredaj, sem pozabil. Odkje sem to privlekel? Verjetno vidite, to je tisto, kar je bilo na prejšnji strani obkroženo in potem sem spodaj zapisal, da imamo tole magnetno polje in zdaj bom povedal, da je to tokovnega elementa in magnetna sila je bila tako sestavljena prej, tisti kompliciran izraz, da smo IDL pomnožili z tem magnetnim poljem. Lahko pišem tle DB. Ok, seveda smo rabili indekse, tle smo pisali I1, DL1, tukaj pa I2, DL2. Ampak zdaj, ker imamo 2 ločeni enačbi. Ok,
Zdaj pa dajmo pogledati, kaj matematično gledano to pomeni. Jaz sem tukaj izbral v tem prostoru, če hočete, lahko tudi napišemo, da so to koordinatne vsi x, y, z. In dajmo reči, da smo v neki točki v prostoru. Zdaj boste pa rabili malo vaše domišljije, ampak multimedici ste v tej grafiki pa predstavah ponavadi dobri, tako jaz sem slabši v risanju. Tole, kar sem narisal, je tale vektor, ki gre iz izhodišča do semle, in to je ta radi vektor oddaljenosti, ki mu damo ime R. In tole je IDL. Se pravi, IDL, to smer, pomnožimo s to smerjo. In ugotovimo, da je rezultat vektor, ki je pravokoten na oba, to pomeni, da bi kazal noter v smer table. Zdaj si bom pa zaradi 3D risanja pomagal tako, da bom tukaj narisal en krog in bom narisal, da kaže takole, noter, to pomeni noter v tablo. Tole polje DB. Če bi izbral točko tukajle, bi kazal takole, si znate predstavljati. Če bi izbral točko tukajle, se pravi tako, kot da bi po obodu nekega kroga okrog šli. Ok? In če bi točko izbral nekje tlele, bi se pogovarjali, kot da smo na obodu tegale kroga. Pa bi takole risal. A si predstavljate to smer? To je neka krožna smer. Matematiki temu rečejo, da je to fi smer. Fi pa bi tukaj zapisal krožna smer. V angleščini, veste, kako se krogu reče, ne? Rečejo temu cirkularna smer. No ja, cirkular, ampak v matematiki pač uporabljajo doskrat ta drugi izraz. Cirkularna smer. Zdaj, če vas samo spomnim, pa bom tukaj narisal, mi, ko smo govorili o elektrostatiki, sem vam poudaril, da je električno polje usmerjeno takole stran, da sveti kot ena lučka. In temu sem rekel, rečemo radialna smer. Radialna smer. Zato, ker kaže v smeri radija. To je bil naš zaključek. Radialna smer. Zdaj pa kar naenkrat ugotavljamo, da je smer našega polja drugačna. In zakaj? Če smo prej rekli, da sta te dve enačbi tako podobni. Ja, res sem priznal, da sta enačbi podobni, razen ene same stvari. Tale vektorski produkt nam v bistvu zasuka smer, samo smer. Če je prej kazala smer takole, jo za 90 stopinj obrne. In zaradi tega vse zakonitosti, to, kar sem govoril, da nam upada s kvadratom oddaljenosti, če ta R pokrajšamo, vse ostane. Edino smer je drugačna. In posledično imamo dva vektorska produkta, zdaj smo jih sicer ločili, tukaj je še ta drug vektorski produkt in to nam potem spreminja tudi smer sile. Evo, mi bomo zdaj v nadaljevanju pogledali nekaj tehle eksperimentov, kjer si boste lahko ustvarili malo občutka, tole še naredimo pred pauzo, kjer si boste lahko nabrali nekaj občutka, kako so usmerjeni, kako je usmerjeno polje za različne gradnike. Potem bomo pa tudi za te gradnike napisali enačbe. Magnetno polje treh usporedb. Torej, najprej si bomo pogledali, kaj je, če imamo namesto enega več teh
tokovnih elementov ali vodnikov, potem si bomo pa pogledali še magnetno polje za nekoliko drugačne strukture. To bo pol, bi rekel, uvod za to, da zapišemo tele enačbe. Magnetno polje treh vzporednih vodnikov. Poskus prikazuje magnetno polje treh vzporednih vodnikov, skozi katere teče električni tok. Vodniki so na konceh spojeni skupaj in jih priključimo na isti generator. Vodniki vstopajo ločeno, vzporedno skozi prozorno ploščo, po kateri enakomerno potresemo železne opilke. Po priklopu na akumulator steče skozi vse tri vzporedne vodnike električni tok in okoli njih se pojavi magnetno polje. Obliko magnetnega polja ponazarjajo magnetne silnice. Njihov potek nakazuje razporeditev železnih opilkov okrog vodnikov. Okrog vsakega vodnika nastane magnetno polje. Magnetna polja posameznih vodnikov učinkujejo med seboj, tako da se medsebojno slabijo ali podpirajo. In pa še dva eksperimenta. Polje tokovne zanke. Električni vodnik je v tem Sooblikovan v tokovno zanko oziroma ovoj. Železne opilke potresemo enakomerno po plošči, v katero je pritrjen ovoj. Kratkotrajno magnetno polje tokovne zanke ustvarimo s sklenitvijo električnega kroga, ko se s priključkom vodnika dotaknemo pozitivnega pola akumulatorja. Ko skozi ovoj steče električni tok, nastane magnetno polje. Magnetno polje deluje na železne opilke, ki se prerazporedijo v smeri magnetnih silnic. Magnetne silnice so zaključene črte in ponazarjajo magnetno polje tokovne zanke. Tuljave. Poskus prikazuje tuljavo, ki jo sestavlja več ovojev žice. Tuljava je vgrajena v prozorno ploščo, da lahko po njej potresemo železne opilke. Električni tok, ki povzroči v tuljavi in okoli nje magnetno polje. Železni opilki se pod vplivom magnetnega polja tuljave prerazporedijo in nakažejo potek magnetnih silnic. Magnetne silnice potegajo skozi notranjost tuljave. Na eni strani vstopajo v tuljavo, na drugi strani izstopajo in se zaključijo zunaj tuljave. Znotraj tuljave in na njenih poljih je magnetno polje največje. Tuljava predstavlja elektromagnet, tako kot en sam ovoj, le da povzroča močnejše magnetno polje. Ok, za zaključek dodam samo to, da sem izpisal nekaj primerov, ki smo jih zdaj pogledali. Tokovna daljica, premij vodnik, ovoj in pa tuljava, za katere se bomo potem v nadaljevanju pogovorili o tem, kakšno je njihovo polje.